Lep pozdrav, drago moje šmarje, v poletni bioritemski jogi. In tako kot je potrebno, da zaščitimo svojo kožo pred vročino, tako je potrebno poskrbeti za našo notranjost, za naše srce, da bo dobro delovalo in da bo oskrbelo s krvjo vse naše notranje organe. In v tem času je res potrebno še posebej poskrbeti za dobro viskoznost naše krvi, za pretočnost naše krvi. In ena stvar, ki je pomembna, je naš življenjski slog, se pravi čim več gibanja, ker z gibanjem že pospešimo cirkulacijo naše krvi. Druga stvar je prehrana. Poskušamo v tem času uživati čim manj bele moke, raznih testenin iz bele moke, kruh, ker vse to vpliva na gostoto naše krvi in bolj je gosta, težje izvaja svojo funkcijo naše srce. Čim manj sladkorja, čim manj teh sladkih pijač in seveda čim več svežega sadja, sveže zelenjave, sezonska, zdaj imamo, narava je bogata z sadjem in zelenjavo. In tudi, če malo tudi mogoče uporabimo svoje domišljije, zelenjava oziroma sadje, ker spominja na obliko srca. Če pogledate jagodo, češnjo, tudi vrsta paradižnika se imenuje volovsko srce, ker nekako narava nakaže, kateri element je v ospredju v tem poletnem času. Naslednja pomembna stvar, ki je pomembna za našo viskoznost krvi, je pitje. Če poudarjamo pitje ogromne količine vode, je tukaj še veliko bolj pomembno in še več res pijemo vode. Kar je pomembno, kar bi zelo poudarila pri vodi je, da v tem poletnem času ne uživamo mrzle, ni priporočljivo uživati mrzle oziroma ledene vode, oziroma zdaj tudi vse posod, ko gremo v kak lokalček na pijačo, je v kozarcu ogromne količine ledu. Nekako tudi ni priporočljivo, da uživamo hladno hrano direkt iz hladilnika. Zakaj je temu tako? Namreč, ko mi užijemo res hladno vodo oziroma hrano iz hladilnika, se zgodi to, da mora naš želodec, naš organizem, to mrzlo hranivo segreti na 37 do 42 stopinj Celzija, da se zaženejo v telesu ti presnovni procesi oziroma da se hrana razgrajuje z temi encimskimi procesi. In da telo dvigne, se pravi, telo mora ustvariti proces in telo se mora dobesedno ogreti, dodatno ogreti, da nekako ogreje to hrano, ki smo jo hladno vnesli v svoje telo. In dejansko se telo ogreje s tem procesom, namesto da bi ga ohladili. In potem tu nastopi ta začaran krog. In zopet, ker se počutimo to vročino v našem telesu, zopet popijemo še večje količine oziroma še ponovno neko ledeno, da rečemo, pijačo in ponovno dejansko na tak način nekako pregrevamo naše telo, namesto da bi ga ohlajali. Zato je izredno pomembno, naj bo voda v tem, ali pa tekočina, naj bo v tem času dobesedno naj bo na neki sobni temperaturi. Oziroma, če ste morda potovali kaj po vzhodu, puščavah, dejansko ljudje tam pijejo ogromno čaja, tudi v tem poletnem času. No, praktičen delo bi pa danes mi naredili vaje za pretočnost teh srčnih meridianov. In zelo zanimivo je, da vse, kar je v tem kontekstu, meridianskem kontekstu in v kontekstu srca, vse poteka po naših rokah. Sam srčni meridian se pričenja v podpazduhah in poteka po tem nekem zunanjem delu roke in se pripenja na notranji del mezinčka. Vemo, da sorodni organ srca je tanko črevo, zopet tanko črevo se pričenja v tem zunanjem delu mezinčka in potem poteka tako po vratu in se nekako končuje pri ušesu.
V ta sklop srčnih meridianov sodi tudi meridian perikarda ali osrčnika, ki pa se začenja tako nekje na prsnem košu in poteka preko rame in potem po sredini roke in se končuje na sredinčku. Tako da vse te energetske poti potekajo skozi roke. Ja? Najbrž tudi zato izhaja mogoče kaki reki, da če daš, daj s srcem, ja? Ali pa če opravljamo neko delo, je to zelo povezano z to našo dobesedno srčno energijo. Ja? In bomo mi kar začeli malo takole, bomo ogreli naše dlani in bomo naredili eno takole, da rečem, en tak molitven položaj, ki bomo pa dlani oziroma prste obrnili proti sebi in bomo najprej naredili prvo pozicijo, kjer bodo naše dlani v višini našega srca. Ja? Fajn boste čutili razteg, ja? Ravno teh poti, ki smo jih ravno zdaj omenili. Ja? Pa ste prvo v lepo poravnavo, lepo medenica desna, leva enakomerno na podlagi, rahlo aktiviramo center, dvig prsnega koša, prsnica, teme, glava. Ja? In gremo tukaj in zdaj bomo fajn z izdihom stisnili dlani skupaj, druga proti drugi. Ja? In vdih, in izdih, iztisk, in vdih, in izdih, in vdih. Naprej bomo zamenjali pozicijo naših dlani in bojo naše dlani v višini obraza in ponovno isto ponovim. In izdih, in vdih, in izdih, in vdih. Lepo dlan v dlan, izdih, vdih, pa še zadnjič izdih in vdih. Še zadnja pozicija, ker bomo dali dlani nad glavo, ja, boste čutili, ja, fajn pride do raztega dlani in fajn boste čutili vse te srčne poti. In zopet vdih in izdih in vdih in izdih. Pazite res, da so prsti proti vašemu hrbtu zdaj usmerjeni, izdih in vdih in izdih, vdih, še zadnjič izdih. In vdih, ja? In se kar fajn, ja, čutimo cel ta pretok. Naslednja vaja je vaja vrtavka. Bomo takole zahakljali, ja, roke ob prste, zopet lepa poravnava in bomo naredili vdih in bomo fajn zasuk v levo. Vdih, izdih v desno, vdih, izdih levo, vdih, izdih, vdih, izdih. Ja? In še obrnem, ja? Morate si zapomniti, kako ste obrnili roke, pa začnemo v desno. Vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih. In sprostimo, ja? Ste kar čutili, kako se lepo oživi nekaj v rokah. Vdih in izdih. In to bi bilo za danes vse. In se vidimo še enkrat v avgustu. Vse dobro.